ločujem z elektriko pa vodo. Uporabim pač eno brisačko namesto dveh. Vedno ločujemo odpadke, ne? V šoli imamo biomalico. Malica je v bistvu narejena tako na okolju prijazen način. Grem velikrat ali peš ali pa z rolko. Poskušam se tudi voziti z javnim prevozom. Če se ti pelješ z avtom, je v bistvu veliko večji ogljični odtis, kot če se pelješ z avtobusom, kar pomeni, da je recimo z avtobusom vsaj 20-krat manjši ogljični odtis, kot pa z avtom. Učenci osnovne šole Prižihovega Voranca se zavedajo tudi, da živalske in rastlinske vrste zaradi človeka izginjajo najmanj 1000-krat hitreje, kot se je to dogajalo v zgodovini. Pri nas so ogroženi metulji. V zadnjih 100 letih je recimo ta sibirski tiger je bil zelo ogrožen, pa recimo zdaj je bil ta beli nosorog. Živalske in rastlinske vrste izumirajo, ker pač človek toliko posega v okolje, pa onesnažuje okolje. Žival pripomore k delovanju ekosistema in bi se ekosistem podaril, če se ena vrsta izgubi oziroma izumre. Bilo bi čudno, če samo bi pač pogledal ven in ne bi videl pač rastlin. Naravo ogrožajo tudi tihotapljenje, divji lov in poseganje v življenjski prostor živali in rastlin, pa tudi tujerodne vrste. Ki jih ljudje prinesejo in te lahko izpodbijajo vrsto, ki je tam živela že veliko časa. Svetovni dan Zemlje smo prvič obeležili leta 1970, prihodnje leto bo torej že 50 let. Nekaj časa smo probavali kupovati manj tako pakiranih stvari, ampak je vseeno ful težko, ker je pač vse skoraj v trgovinah zapakirano v plastiko. Za to obletnico si Zemlja zasluži vse najboljše, za kar mora poskrbeti tudi politika. Živali in rastline pa si zaslužijo varen prostor, predvsem v naravi, ne le v knjigah.